učinkovit socialni dialog ne pomeni, torej, da ostali socialni partnerji zgolj kimamo in se strinjamo z predlogi vlade, temveč predvsem to, da v okviru dialoga skupaj iščemo rešitve, upoštevajoč tako cilje, kot tudi interese delavcev, bom rekel, pa članov, ki jih zastopamo. Mogoče samo za povzetek določene glavne aktivnosti v projektu. Začel se je z mednarodno konferenco, tekom samega izvajanja projekta so se izvajale aktivnosti tudi promocije socialnega dialoga preko medijev, preko določenih medijskih akcij. Pripravili smo tudi pred tem priročnikom, ki ga imate v rokah, smo že predhodno pripravili tudi drug priročnik o učinkovitem socialnem dialogu. Tekom samega izvajanja tega projekta, pa to moram pa še enkrat ponoviti, Andrejeve besede, se je izkazalo torej nekako zelo učinkovito sodelovanje socialnih partnerjev, kar se je potem tudi pokazalo pri samih rezultatih projekta, kar sem prepričan, da bo tudi nekako napotilo tudi za naše delo, ne samo, da bo to ostalo kot črka na papirju, ampak da se bodo te smernice tudi navsezadnje uspele izvajati kot neke vrste pač politika na terenu. Prevzem evra, vstop Slovenije v Evropsko unijo, vsi socialni sporazumi, sprejemanje sistemske zakonodaje, vse je bilo do sedaj v soglasju socialnih partnerjev. In ni prav, da se ta tradicija, ki je dala dobre, pozitivne rezultate, tudi prekine.